Pozdravljeni! 13.6. sem dopolnil 30 let. Ampak meni se zdi kar velika številka. Že 30 let dejansko obstajam in se premikam po tej zemlji. In ena taka prelomna številka je 30, ne? Pač dvojka se je spremenila v trojko in čaka me novo desetletje, dokler ne pride štirica. Ampak to je pa drugo poglavje. In v tem videu bi rad govoril o 30 stvareh, katerih še vedno ne znam, ali pa ne razumem, ali pa ne vem, nisem posvečal dovolj pozornosti, da bi se jih naučil v tem času. In preverimo, katere so. Vedno spakiram preveč. Vedno, kadarkoli, kamorkoli potujem, vedno se mi zdi, da preveč spakiram. Ne znam si, kako bi rekel, spakirati manj in imam vedno preveč stvari s sabo. Še vedno se nisem naučil ločiti, ali je na kruhu začetek plesni, ali je to moka in pol včasih ugriznem v kak košček plesnivega kruha. Vem, nagrožno, zato gremo kar dalje. Vezano na prejšnjo točko, še vedno ne vem tudi, kdaj je sadje ali pa zelenjava čisto zrelo. Naslednja se navezuje na kuhanje. Še vedno kuham te lažje stvari, kot so tuna, nekaj na hitro s piščancem, kakšne testenine, riž, palačinke. Ampak Gordon Ramsay pa verjetno res nikoli ne bom. Žalostno, ampak resnično ne vem uporabljati predloga s sosedom, z sosedom. Meni se oboje zdi isto. Po 30 letih še vedno ne znam skrbeti za rože, še kaktus mi je umrl. Še vedno ne zaupam, ko me slikajo drugi, nekako se ne znam postaviti, nisem tak sproščen. Zato se večkrat slikam raje sam, če ste preverili, kaj je moj Instagram. Večinoma sem sam na slikah, ker samemu sebi najbolj zaupam, pa najbolj sem komod, ko se slikam sam. Še vedno ne znam odgovoriti na vprašanje, kaj bi rad postal. Namreč vse, kar me zanima, pač rad bi izkusil čim več, živi se enkrat, pravijo. Še vedno čisto ne razumem politike, čeprav se trudim udeležiti čim več volitev in dati svoj glas. Kar se tiče moje gibčnosti, še vedno ne znam narediti kolesa. In pa ne znam tudi narediti skoka nazaj, torej backflipa. Zdita se mi zelo težki nalogi. Včasih se mi zdi, da oblačil ne kombiniram ravno pravilno in potem pač grem ven in si mislim, kaj pač zdaj naj, pač sem kak sem, pač upam, da je v redu. In včasih ne vem kombiniram tudi barv. Ena zadeva, ki sem se jo naučil, ampak še vedno je nisem komod, ko me morajo ljudje čakati, je pa v bistvu parkiranje bočno. Namreč, če je za mano gneča, mi je še vedno nekako nelagodno in naenkrat kar pozabim parkirati bočno. Ampak vzvratno, to pa mi gre. Še vedno ne znam zamenjati gume na avtomobilu, nikoli je do zdaj nisem rabil in upam, da je nikoli ne bom. Hitro potrkam za srečo. In kar se tiče avta, še vedno ne spremljam te tekočine dovolj, včasih pozabim preveriti hladilno tekočino, olje, pa potem tudi zmanjka kdaj tega čistila za steklo, tako da moram res to se bolj navaditi. Še vedno včasih v kakem trenutku, oziroma v neprimernem trenutku, kaj rečem preveč, oziroma ne znam biti tiho. In še vedno mi ni jasno, zakaj plačujemo mi RTV prispevek, resno, znam kdo to razložiti. Kar se tiče urejanja videov, ne znam vključiti v videe te posebne efekte, da bi vse nekaj letelo ali pa bilo, ne vem, bolj animirano, pač zato ostaja bolj amatersko. Še vedno nisem pogledal filma Moj ata socialistični kulak, tega znanega slovenskega filma, tako da v bistvu ne razumem niti o čem se zgodba pravzaprav gre. Včasih sem preprosto preveč radoveden, še vedno ne znam umiriti te svoje radovednosti, ker me stvari res zanimajo, sploh tiste, kaj me zanimajo, sem res ful radoveden in bi rad vedel več. In to se navezuje tudi na mojo neočakanost. Še vedno sem včasih preveč neočakan in še vedno sem slab pri nogometu. Harry Potter je v času mojega odraščanja bil zelo priljubljen in ja še vedno nisem prebral knjig, ampak sem pa pogledal vse filme. Moram se naučiti piti več tekočine, vode in tega, da ostanem hidriran. Ampak včasih pa še vedno pozabim. Pride kak dan, ko se spomnim, ojoj, danes pa nisem dovolj pil in bolj čutim prav na usnicah, grlu in ja, moram to spraviti pod kontrolo. Še vedno ne znam dovolj dobro nemško in še vedno ne vem, kaj početi, ko mi je dolg čas. Prav tako ne znam šivati. Še vedno ne znam tudi rezati papirja ravno s škarjami. Vedno je nekako tak vijugasto. Tudi pri barvanju sem slab. Še vedno barvam mimo roba, ali stene, ali pa pobarvanke. In zadnja, 30. stvar, ne vem, kaj si zaželeti pri mojih 30-ih. In to je to. Še ena stvar, ki jo veste več o meni. Hvala, da ste si ogledali moj video. Če vam je bil video všeč, lahko daste tudi thumbs up in se naročite na moj kanal. Lahko pa me spremljate tudi na Instagramu. Lepo se imejte, pa nasvidenje do naslednjič. Čau!